Z ginekologinjo dr. Podnarjevo smo poklepetali o menopavzi in razjasnili, zakaj je dobro, da si damo pregledati hormone oziroma stanje naših hormonov, preden se odločimo za kakršnokoli zdravljenje. Lepo pozdravljeni, dr. Podnarjeva. Pozdravljeni. O menopavzi bomo danes govorili. Kaj sploh je menopavza za začetek? Menopavza pomeni trajno prenehanje menstruacije in je posledica naravnega procesa usihanja delovanja jajčnikov. S tem se reproduktivno obdobje ženske konča, začne se pa novo obdobje, čas po menopavzi, v katerem današnje ženske preživijo vsaj tretjino svojega življenja. Tako da je zelo pomembno, kako to obdobje doživljajo, kako se počutijo, kaj v tem času počnejo. Ampak ženske različno pridejo v menopavzo, kaj ne? Tako, različno, nekje v povprečju pri 52 letih v Sloveniji, sicer pa 45 do 55 let je nekje tista starost, ko običajno pride do zadnje menstruacije. Simptomi se lahko začnejo že kar kmalu, že zelo zgodaj, v bistvu že nekaj let pred tisto zadnjo menstruacijo. To je obdobje predmenopavze. Običajno se najprej začnejo težave s ciklusom, torej neredne menstruacije, tudi različno močne, dolgotrajne, kratke, kakorkoli, skratka težave pri ciklusu, to so prvi znaki. Kasneje se jim pridružijo še druge težave, običajno ženske poznajo navale vročine, utrujenost, nespečnost, motnje koncentracije, potem nihanje razpoloženja. To so prvi simptomi in znaki. Kasneje, ko težave oziroma ko to usihanje delovanja jajčnikov traja že nekaj let, pa se razvijajo še dodatne težave, lahko tudi kronična obolenja. In kakšne so lahko dolgoročne posledice pomanjkanja ženskih spolnih hormonov? Posledice so lahko kar neprijetne in res dolgotrajne. Namreč spolni hormoni pri ženski, tako estrogen kot progesteron, nimajo samo reproduktivne funkcije, ampak imajo tudi cel kup drugih nalog v telesu. Na primer, estrogen je zelo pomemben za zdrave kosti, za zdrav srčno-žilni sistem, za možgane, za spomin. Pomemben je za vzdrževanje kvalitetnih sluznic kože, nas dela lepe, a ne? Progesteron po drugi strani je sicer glavni hormon nosečnosti, ampak ima tudi druge funkcije, je recimo naravni antidepresiv. In tudi na primer odgovoren za dober spanec. In sčasoma, ko teh hormonov ni več, seveda upadejo vse te funkcije in se izraža na vseh omenjenih sistemih. Posledično pride lahko tudi do kroničnih zapletov, obolenj, na primer osteoporoze, bolezni srca in ožilja, pride do težav s spominom, tudi demenco povezujejo s pomanjkanjem omenjenih hormonov, tako da kar zoprna obolenja. Ampak recimo, preden se ženska odloči za kakšno terapijo, je najbrž pomembno, da si da potestirati hormone. Tako, vedno priporočamo določanje vrednosti hormonov pred vsakršno terapijo, pa tudi kasneje, ko je treba spremljati zdravljenje, zato ker je le treba vedeti, ali smo s to terapijo, ki smo jo predpisali, kaj naredili ali ne. Tako da vsekakor pred terapijo in pa potem tudi vmes, vendar ne prej kot po 3 mesecih. In na kakšen način si ženske lahko damo pregledati hormone? Hormone lahko gledamo v krvi, v slini ali v urinu. Testiranje hormonov v slini opravljajo v laboratoriju Medicare Plus v Ljubljani. O tem bo pa več povedala gospa Bjanka. Slina predstavlja zanesljiv medij za merjenje prostih vrednosti hormonov. Vzorčenje za pacienta je enostavno, neboleče, vzorči pa lahko kadarkoli v dnevu. To je za pacienta bolj udobno, predvsem pa ne predstavlja še dodatnega stresa, ki je recimo poznan pri odvzemu krvi. Vzorci se torej oddajo doma, zato tudi obisk laboratorija ni potreben. Pacient na dom prejme komplet za samo vzorčenje sline, vzorči po navodilih, nato pa vzorce vrne k nam v laboratorij. Ker je slina dovolj stabilna, se lahko hrani na sobni temperaturi, zaradi tega pa se lahko vzorci pošiljajo tudi po pošti. Kaj pa potem, ko recimo ženske dobimo rezultate, kam se lahko obrnemo, lahko tudi vi pomagate pri tem? Seveda, po prejemu izvida žensko napotimo k izbrani ginekologinji, ki jo potem opravi posvet. Dr.
Doktor Podnarjeva, kaj pa lahko storimo ženske, ko začutimo pomanjkanje teh hormonov? V splošnem pomaga na primer opustitev kajenja. To je prvi ukrep pri tistih, ki kadijo, ker že samo kajenje znižuje nivo ženskih spolnih hormonov. Poleg tega priporočamo uravnoteženo pravilno prehrano z polnovrednimi živili, omejitev ogljikovih hidratov v prehrani, predvsem bel sladkor, bela moka, redno zmerno vadbo, to je zelo pomembno, predvsem pa je pomembna zmernost. Res intenzivna telesna vadba je spet stres za telo, ki dodatno poruši hormonski sistem. Ja, kateri pa so drugi ukrepi, s katerimi si lahko pomagamo? Poleg omenjenega zdravega načina življenja svetujemo tudi še enkrat redno vadbo, sončenje, tudi zelo pomembno, priporočamo nekje 3-krat tedensko po 15 minut, zato da si zagotovimo dovolj veliko količino vitamina D, ki je ravno tako zelo pomemben. Potem dovolj spanja, ravno tako izjemno pomemben ukrep, kajti po noči se nekje od 10 po noči pa do 2 zjutraj sprošča melatonin in pa tudi rastni hormon, ki sta glavna anabolna hormona, ki nas regenerirata, ki omogočata obnovo organizma in na ta način se tudi ohranja nek primeren nivo tudi ostalih hormonov. Potem pa lahko začnemo že z dodajanjem hormonov, če gre za takšno pomanjkanje. Lahko poskusimo s fitoestrogeni, to so estrogeni, ki so prisotni v rastlinah, naprimer soja in sojini izdelki, lan, oreščki imajo tega kar precej. Vendar tukaj moramo biti pozorni, če gre za estrogensko dominanco, ker takrat, kot smo že prej omenili, gre za relativen presežek estrogena glede na progesteron in če to še dodajamo, bomo stanje samo še poslabšali. V končni fazi, če vse to ne pomaga, pa lahko potem res začnemo tudi s hormonsko nadomestno terapijo. Po mojem mnenju to ostane res za konec, zato ker vedno rečem ženskam, lahko se ves čas mažejo s kremo, lahko pojejo teh tablet, kolikor hočejo, ampak če ne bodo spremenile načina življenja, se ne bo spremenilo prav nič.